Življenje je vrednota, to je naslov multimedijske plesne predstave, ki se uprizarja po odrih Slovenije in kaj kmalu jo boste videli tudi v Narodnem domu. No, tej predstavi se pridružuje tudi Bogomir Dolenc, in sicer s projektom 42 maratonov v 42 dneh. Z nami pa je zdajle avtorica in vodja skupine Katja Dance Company, Katja Vidmar, ki jo lepo pozdravljam. Dobro jutro. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Za vas najbrž ni več jutro, ne? Ampak ste kar krepko že vpeti v delo. In tako 20. oktobra, torej prihodnji petek, bodo vaši plesalci zaplesali tudi v Narodnem domu v Mariboru. Kakšen je ta projekt? Ja, gre za projekt, kjer zgodbo, ki govori o zdravnici, ki najprej zdravi in se predaja svojemu poklicu, zboli za rakom in se sooča z enakimi strahovi, kot se soočajo vsi rakavi bolniki, torej s strahom, kako bo zdravljenjem, kako bo v življenju, in se potem nekako odloči, da se ne bo predala, da je življenje vrednota, da je vsak trenutek pomemben in se bori naprej. In s to plesno gledališko multimedijsko predstavo pomagamo ustanovi Mali vitez, ki pomaga mladim ozdravljenim od raka, in za nami je že 9 predstav, ta bo 10. Izredno se veselimo, ker bo z nami spet tudi še posebna gostja, Tadeja iz Murske Sobote, ki je fizioterapevtka, ki pa je žal na vozičku zaradi multiple skleroze in je z nami zaplesala že v Murski Soboti in bo tokrat tudi v Mariboru v posebni točki zaplesala z nami in se zelo, zelo veselimo mariborskega nastopa. Tale izkupiček od prodanih vstopnic v Mariboru pa bo namenjen torej Evropi Dona. Tako je, ja. Posebna priložnost je, ker Evropa Dona praznuje 20. obletnico delovanja in smo se odločili, da izkupiček od mariborske predstave darujemo njim, tako da se veselimo tudi tega sodelovanja, ker se nam zdi zelo pomembno, da lahko s svojim talentom na nek način pomagamo. Torej prihodnji petek, 20. oktobra, zvečer na ure, tule sicer nisem videla, ampak boste povedali. Torej ob 20. Ja, želimo si v resnici, da bi bilo čim več ljudi, zato da bi lahko čim več donirali in pomagali čim več ljudem, ki preživljajo to kruto bolezen, ki posega v naše življenje in sploh ne sprašuje, ne po starosti, ne po spolu, ne po čem drugem. In se nam zdi pomembno, da ozaveščamo ljudi s takimi dogodki, da je potrebno v bistvu pomagati, da je potrebno v bistvu take ljudi podpreti in da lahko s svojim talentom in z majhnim koščkom pripomoremo, da je svet mogoče lažji in da se lažje živi in da bolj cenimo življenje. No, mimogrede, ko sem gledala tole predstavo s Tadejo Polanšček, je Tadeja rekla, izjavila takole, da pleše lahko samo še v sanjah, ampak da tole, kar je bilo na odru, pa je zanjo tudi nekaj osrečujočega. Res je, ja, ko sem spoznala Tadejo, mi je bilo tako jasno, da je to ženska z res neverjetno energijo, z neverjetno veliko poguma in v bistvu volje, in se mi je zdelo prav, da uresničimo te sanje, tako da smo se začeli pogovarjati o tem, da bi pa vendarle stopila še enkrat na oder in sva z producentom hodila v Mursko Soboto, zato da sva se učili, pleše s palico v posebni točki, ki je precej zahtevna. Tako da smo res vsi zelo ponosni in zelo veseli, da je z nami in se nam zdi to res ena posebna točka v naši predstavi. In veseli bomo seveda, če bo 20. oktobra, torej prihodnji petek, v Narodnem domu v Mariboru polno navdušencev, tistih, ki se zavedajo, kaj to pomeni, če zboliš, in seveda upamo tudi, da bo čim več sredstev zbranih. To je tudi naša želja. Veseli smo tudi, da je častna pokroviteljica projekta že od vsega začetka gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki vedno nagovori obiskovalce, tako da se mi zdi, da je to res ena taka posebna stvar. In povsod so nas sprejeli gledalci z ovacijami, z 10-minutnim ploskanjem, solzami v očeh in nas potem objemali, tako da vemo, da dajemo nekaj lepega in pri tem uživamo. Zato si res želimo, da bi napolnili dvorano in da bi v bistvu ponesli to sporočilo naprej. Prav, vam pa, Katja Vidmar, tudi hvala za tale projekt, hvala za idejo, za dobro delo in vse dobro vam želim, pa seveda polno dvorano prihodnji petek. Vam tudi hvala.